Falcon je bil kot vedno na popravilu, kot tretjič zavrneš povabilo na piknik, te četrtič več ne povabi. Ne, to pa ne. Verjetno moj nekdani strankarski tovariš Janez Janša ne bo vesel tega, ampak jaz trdim in sem pripravljen o tem tudi resno razpravljati, da Slovenska demokratska stranka ni desna stranka. Ona samo zaseda desni prostor. Ko kaj mi tja? Nič ne vemo, kaj pa če ti umreš, ali pa jaz. Težava naših železniških povezav je verjetno v tem, da je sistem ostal tam pri Mariji Tereziji ali pa mogoče pri njeni nečakini ali pa vnukini. Jaz ti lahko samo nekaj obljubim. Tale najem pogovor bo prvi v naslednji knjižci. Dober dan. Z nami je danes v podcastu gospod Andrej Šter. Lep pozdrav. Pozdravljeni. Kakor berem, vas ne pustijo v penzion še. Veste kaj, iz penzije je en sam izhod in ta ni najbolj perspektiven. Dokler si pa v službi, imaš pa še vedno kakšno možnost ob strani. Nisem še v penzionu, imam pa vse pogoje. Pa vse pripravljen, bi rekel, da skočite. Ja, več in več razlogov in smeri, ki me na to navajajo, ampak zaenkrat je tale služba, ki jo upravljam, kar taka spodbudna. Klicni center za poplave. Drži. 114. 114. Kako konkretno pravzaprav vi sploh lahko pomagate? Kaj se lahko predstavljamo po tom? Recimo, če vemo, da če pokličeš policijo 113, se tam javi dispečer oziroma policist, pove stvari, poveš, kje se nahajaš, kaj je narobe. Kako pa to pri vas poteka? Kaj se lahko predstavljamo potem? Koncept in druščina, ki deluje v tem klicnem centru, je malo drugačna. Tle smo uslužbenci različnih ministrstev, vsak svojo zgodovino, vsak svojim znanjem, svojim karakterjem in izkazalo se je, da je pri celotni zadevi najpomembneje, da se znaš z ljudmi pogovarjati. Ne, ker tiste čarobne palčke za to, da se bo stavba nazaj postavila, pa tako naprej nimamo. In jo nima nihče, ampak večinoma se izkaže, da ko se s človekom normalno pogovoriš, včasih niti ne vpraša, ampak na koncu se iskreno zahvali, joj, kako ste mi pomagali. In mislim, da tega najbolj manjka. Tudi ne le v zvezi s poplavami, ampak sicer v naši družbi nekako smo se obrnili proč od tistih, ki so ostali na robu, ki so sami, ki so starejši, ki so v stiski. In tukaj vidimo vsak svoje zadovoljstvo. Če ga ne najde, kdor ga ne najde, ta zelo hitro zapusti klicni center. Začelo nas je enih 60. Zdaj nas je recimo enih dobrih 30. Ne vsi hkrati, ampak se tako menjamo, da je vsak dan med 8 in 10 ljudi, ki odgovarjajo na telefone, iščejo odgovore, kličejo za odgovorom tistega, ki želi. Seveda smo tudi mi nezadovoljni z dinamiko in z energijo, ki jo mogoče kakšna služba v to reševanje teh zadev usmerja, ampak skušamo pomagati in skušamo spodbujati, tako včasih tudi z zelo, zelo glasno besedo, ne do tistih, ki kličejo za odgovor, ampak do tistih, ki so odgovorni za to, da odgovor je posredovan. In jaz se zelo rad prepiram v tem smislu. Date tudi kakšen nasvet komu? Enkrat ste eno zgodbo o tem že povedali, ker ste bili hudi na nekoga. Ja, tudi včasih komu svetujem, da mogoče razmisli o tem, da bo zamenjal službo, zato ker za tisto, za kar naj bi bil, ni. Če mi začne razlagati o tem, da ima 30 dni za odgovor kot uslužbenec državne uprave, temu seveda v konkretni situaciji ni mogoče dati nobene kredibilnosti in pa ali prepričam njega ali pa njegovega šefa, da mogoče bi bilo bolje, da na ta vprašanja odgovarja kdo drugače. Ste pa tudi čisto konkretno pomagali, ne? Ene otroke ste uspeli peljati na počitnice, bi rekel. Včasih so zelo majhne stvari, ki pa veliko pripomorejo v tem, da se ljudje malo boljš počutijo, pa da neko upanje dobijo. No,
To je tisti element, ki vsaj mene, pa tudi številne druge kolege najbolj nagovori. Ne. V tem skoraj 9-mesečnem času smo se srečali s številnimi ljudmi, z nekaterimi preko telefona, z nekaterimi osebno. In ko vidiš tiste zgodbe, potem začneš iskati poti, kako bi pa vendarle še kaj naredil, kar bi se dalo. Tako smo ob koncu lanskega leta za otroke v Solčavi, v Ljubnem in v Lučah pripravili Miklavževo obdarovanje. Ma nič posebnega, ne? Ampak 270 otrok je obiskal in obdaroval sveti Miklavž. Tiste lučk v otroških očeh, to je nemogoče pozabiti, nemogoče spregledati. Ne? In tudi ljudje, starši in župniki in tiste gospe, ki sicer skrbijo za miklavževanje, so bili iskreno veseli in hvaležni. In to je nepozabno. Zdajle niti mesec dni nazaj smo 14 družin iz teh najbolj prizadetih krajev, Koroška, Savinjska dolina, Kamniški konc, smo jih povabili na zimsko letovanje na Pokljuki. Ujeli smo za rep še zimsko sezono, šli smo na tekaške smuči, otroci so se veselili, starši pa še bolj, zato ker so številni povedali, da si od poplav naprej niso tudi slučajno mogli vzeti dneva ali pa popoldneva za to, da bi skupaj kot družina preživeli prosti čas. Tokrat so bili 3 dni skupaj, preživeli so tako, kot so sami hoteli, je bil to sprehod, je bilo vsakovrstno druženje in ne vem, postali smo prijatelji, no? Ne samo tisti odnos, ja, temu je pa treba pomagati, ampak razumeli smo se med sabo. To je bistveno, ne? Ja. Da imaš pred očmi konkretno osebo, ki ima konkretne težave. Pa to je nekaj, kar mogoče kaže spodbujati tudi sicer v naši družbi. Da smo soodgovorni en za drugega. In če to prevedemo na politiko, ali pa če prevedemo na versko skupnost, ali pa če prevedemo na krajevno skupnost, ali pa sosesko, povsod je ta element vreden, da ga spodbujamo. Ste pa prej, ko ste bili 14 let vodja tega sektorja, konzularnega sektorja na Ministrstvu za zunanje zadeve, pravzaprav podobno delo počeli. Tudi tam ste reševali ljudi, mogli imeti posluh za vsakovrstne težave. Ja. Epidemija, verjetno COVID-a, je bila pa sploh ena taka posebna zgodba. Pa nam lahko kaj iz tega poveste? COVID je bil popolna nova stran v tem smislu zagotavljanja pomoči ali pa iskanja ljudi, ki so se znašli v negotovosti in v nepoznanih razmerah. Zato, ker se je to prvič, torej jaz ne vem, tudi v zgodovini ne vem tega, da bi cel svet zastal in se cel svet zaprl in začel razmišljati na način, vsakdo, kdor ni od tu, je pa nevaren. Ne. Zgodilo se je recimo, da so v Afriki belim ljudem odpovedovali gostoljubje, češ vi ste prinesli bolezen. Ne. Pa ni bilo rečeno, da so jo ravno tisti, ampak takrat nas je poklicala ena Slovenka iz Addis Abebe in rekla, veste, zdajle moram pa jaz tudi tu odpotovati nujno, ker so mi povedali, da če bom še eno noč v svojem stanovanju, bo pa tam zagorelo. In je prišla domov. In priti domov je takrat predstavljal kar veliko stopno iznajdljivosti. Včasih je bil problem kakšen dokument, ki ni bil več veljaven, včasih so bile pretrgane letalske povezave. Slovenci smo bili še ekstra nerodni in smo najprej razpustili svojega nacionalnega prevoznika, ga prodali, ga spravili v Maloro in potem zaprli še letališče. In je bilo res težko včasih komu pomagati, ker ko je bil že skoraj doma, je zvedel, da čez mejo pa ne more. Recimo italijansko-slovensko mejo smo jo enkrat z eno nerazumno, nerazsodno odločitvijo takratnega predsednika vlade smo jo zaprli.
In potem je bila zaprta. In potem je bilo zelo težko spraviti cele kilometre in kilometre dolge kolone tovornjakov, spet tja, kamor so šli in potem nazaj, ker se ni prekinila pot bolezni ali pa epidemije, ampak se je prekinila pot dobave hrane, živil, zdravil, potnikov. In ljudje so se začeli tako grdo gledati med sabo. Ne? Češ, ti pa, ker nisi od tu, te bomo pa nagnali kot garjevega psa. In je veliko energije bilo potrebno, da se ni ob epidemiji, ki je bila zares huda in zares nevarna, da se niso sprožili še taki zelo negativni mehanizmi, kot naprimer vi pa izginite, pa kdorkoli je že to vi. Nekje smo vi mi, nekje smo vi eni drugi, ampak povsod bi se to izkazalo kot zelo katastrofalno. Tako da smo bili na meji tega, bi rekel, eskalacije, tudi bi rekel nekega notranjega. Kje se je to dogajalo? Recimo, bile so države, ki so tako zelo avtoritarno povedale, mi ne bomo spustili nikogar not in nikogar ven. Ok, ne, ampak takih hermetičnih zapor ne zdrži noben sistem prav dolgo. Bili so primeri držav, ki so rekli, ne, pri nas pa epidemija COVID ni. No, mislim, pa se je zgodilo, da je ravno tisti, ki je to najbolj propagiral, je umrl za to boleznijo. Tako da, kot povsod je veljalo zlasti eno pravo mero zdrave pameti, pa zaupanje v stroko. In tle so bile stroke zelo pomembne. Ne. Je bila zdravstvena stroka, ki je po moje naredila epohalni dosežek s tem, kako so se odzvali na popolnoma njim neznane razmere. Pa je bila ta PR stroka oziroma komunikacija z javnostjo, komunikacija z različnimi vrstami javnosti in je po svoje bila tudi politična stroka pred izzivom, kako se usmeriti zlasti v to, ne prekinjati stikov, pač pa jih ohranjati komunikacijo, ohranjati zaupanje ljudi v to, da je politika za to, da jim pomaga. Če jim ne pomaga, je res nepotrebna. Skot je bilo pa najbolj eksotično ali pa mogoče najtežje, da ste Slovence reševali? Skok daleč oziroma skok? Jaz se spomnim ene punce, ki je bila na študentski izmenjavi na Lofotskih otokih. To je nek v Severnem morju, mislim, da ozemlje pripada Norveški. In s tistimi deli sveta tudi sicer nimamo pravzaprav nobene take organizirane komunikacije. Ne. In takrat je bilo zelo težko nekoga od nekod pripeljati, ker avtobusi niso vozili, vlaki niso vozili. Tudi ni bil nihče prav vzhičen na to, da bi šel koga kam iskati, ker ni nikamor prišel. In ta oče od tega dekleta, tudi novinar sicer, je korektno vprašal, a bi se dalo. Ne? In za tisto punco smo potem iskali razne kombinacije, ali bi jo nekako spravili v Anglijo, kar je bila seveda svojska težava, ker iz Anglije potem tudi ni nič šlo. In smo se odločili, da jo iz države do države nekako ji svetujemo, kako priti najprej iz otoka na celino, potem po Norveški na Dansko in iz Danske v Nemčijo. Povsod je bilo treba potrjevati, da je to res slovenska državljanka, da ji bo res omogočen vstop v svojo državo, da res ni bolna. In ti dokazi so bili zdaj nazaj glede včasih malo humorni, malo tako zanimivi, ampak takrat prekleto resni. Recimo naša ambasadorka na Kitajskem je se vračala iz Slovenije v Peking. In ob vstopu na Kitajsko, to je bilo v Šanghaju, so bili zelo ostri testi in tam ni nič pomagalo, da je mu človek diplomatski potni list. Kitajci so se pač obnašali tako, kot se obnašajo gospodarji in so imeli zelo ostre vročinske limite. To se pravi, če si imel
37,2 je bilo še v redu, če si imel 37,3 vročine, pa ni bilo v redu in si bil odpeljan jaz bom temu kar rekel, taborišče. Ni rečeno, da se sploh vedelo, kam si bil odpeljan in si tam prebil čas ali pa ga nisi več prebil. In ta gospa sicer ni zbolela za COVID-om, ampak mal jo je tisti polet, mal so jo verjetno tudi živci in se je zgodilo, da je temperatura šla proti 37 in preveč. In potem se je reševala tako, da je jedla lekadole, zato da si je zbijala temperaturo in je k sreči prišla do ambasade. Ampak potem smo se naučili, da z ambasade ni varno jeti nikamor. Kitajsko ozemlje je bilo hudo, rigorozno glede te epidemije, pa ne samo Kitajska. Ne. V Španiji recimo so imeli ukrepe mnogo ostrejše kot pri nas. In takrat, ko smo pripeljali te zlasti študentarijo iz Španije, so bili iskreno hvaležni in so rekli, vi ne veste, kako je tle sproščeno. Tudi v Italiji, tam v Bergamu, so ljudje bežali od tam. Ali pa skušali bežati, pa so en čas imeli tako zaporo, da se ni dal jeti iz severa na jug Italije. Tako da tisti je bila ena, upam, da ne ponovljiva izkušnja, pa da smo se naučili iz tega kaj, zato ker se nam lahko ponovi. Koliko je pa razlika zdaj, ko smo dobili tale letalo? Matej Tonin kot takrat v vlogi obrambnega ministra jih je sicer nekaj po grbi dobil, ampak tisto letalo takrat je bilo naročeno in tudi zdaj že dobavljeno. Kaj nam to pomeni za Slovenijo pa za reševanje v takih primerih? To zagotovo pomeni zelo veliko, ker takrat, kot rečeno, nam je manjkalo vse. Manjkalo nam je letališče, manjkalo nam je letalski prevoznik in manjkalo nam je tudi to čisto osnovna logistika, avion, ki lahko gre po nekoga, ki ga je treba od nekod pripeljati. Včasih so bili to bolniki, ki so že zboleli. Najbolj simptomatično je bilo to pri tistih prvih, se boste spomnili, tista Diamond Princess, ki je bila v Yokohami in gor so bili seveda štirje Slovenci tudi, ki so bili vključeni potem v reševalni polet iz Yokohame v Berlin pod pogojem, da če jih bo lastnik ladje uspel pripeljati do Berlina, jih bo njihova država prišla iskat in jih z berlinskega letališča odpeljala domov, brez postanka vmes. No, tam smo bili zelo bogi. Falcon je bil kot vedno na popravilu in ga ni bilo mogoče uporabljati. Potem smo spraševali, če še kaj drugega in v državni lasti so bili samo še jurišni helikopterji, ki morajo med Berlinom in Ljubljano naj bi 2-krat pristali, kar ni bilo v redu, pa tudi nisem prepričan, da bi tako z tistimi jurišniki prav dobro sliko delali. In potem smo iskali privatne možnosti, da bi šel nekdo tiste iskat. Mislim, da smo poklicali preko 60 letalskih prevoznikov tudi na teh borzah poletov in na koncu jih je šel iskat nek srbski lastnik, pa ne Kostič, ki je skoraj vaš sosed, ampak nekdo, ki je sprejel ta izziv. Vsi slovenski zasebniki so ugotovili, da tega ne bodo opravili, da nimajo posadke, ki bi tvegala, pa niso bili bolniki, potniki, ampak je bilo takrat pač taka psihoza, da nihče tega ni hotel narediti. Tako da, če država zdaj razpolaga z enim učinkovitim letalskim prevozom, je to večkratnik dobrega. Se zgodi, da bo treba v kakšni naravni nesreči posredovati, se zgodi, da bo treba res, recimo tudi Slovenska vojska včasih gre s kakšno relativno veliko enoto in doslej so fanti in punce najprej iskali tistega, ki bo uspel ukrcati tudi njihovo orožje, ki ga imajo s sabo, in potem, ki bo uspel peljati, v Irak ali pa v Mali ali pa kaj takega. To ni najlažje. Zdaj, če smo sami svoj gospod, če razpolagamo s svojimi kapacitetami, je to neskončno bolje, kot je bilo pa doslej. Kako je pa pri teh stroških? A to krije potem
država te stvari? Ker tukaj, če se prav razumem, ste rekli za tisto dekle, ki je šlo z tistih otokov, vi ste samo na svete lahko dali, stvari se je mogla pa sama plačati, v smislu, ko se prevoza tiče. Torej, stroški poti bremenijo tistega, ki se tudi nas noben ne vpraša, ko gre, ko se odpravlja, ali naj gre, mislim, vpraša, kako je z varnostjo, ampak odločitev o tem, da bo potoval, je na posamezniku, ki potuje. V tistih poletjih, ki smo jih pa delali, in tudi avtobusni prevozi, ki smo jih organizirali za Slovence, ki so nekje ostali, pa niso mogli naprej, ali pa v takih primerih kot tisti 4 iz Yokohame. Kar je bilo v naši organizaciji, smo to zavestno naredili brez potrebe potem, da nam kdo kaj plača. Zato, ker jaz takrat nisem imel možnosti, da bi bil še inkasant povrh vsega. Pa tudi zdaj nekomu, ki je potoval iz Budimpešte v Slovenijo ali pa iz Prage v Slovenijo ali pa iz Berlina, en bo plačal 12,50 evra, en pa 16 evrov. Pa tako. In smo se odločili, da bo to brez stroška za potnika, ki se je vračal iz stiske. Ker je bil to kot reševalni prevoz. Ja, no, ampak smo pa potem, ker so bili takoj tudi pomisleki, kako pa zdaj to, pa kaj bo pa zdaj pa proračun, pa bomo vsi skrahirali. No, in smo dali možnost, da tisti, ki so mislili, da želijo kaj prispevati ali pa da so kaj dolžni, so lahko prispevali v sklad, ki smo ga, en račun smo odprli in smo rekli, da to je pa za tistega, ki misli, da, no, zanimivo, ne, porabili smo, mislim, da 350,000 evrov za enih 12 večjih letalskih prevozov, pa za enih 10 avtobusnih poti, zlasti iz nemškega in iz avstrijskega območja. V tistem skladu se je pa zbrali skoraj še enkrat toliko, kar smo potem seveda, ne da smo potem vračali letalskim prevoznikom, ampak smo namenili za takrat nabavo tistega nujnega sanitetnega materiala, ki je bil potreben za reševalce, za tiste, ki so bili, ne vem, v domovih za starejše, pa v bolnicah, pa tako naprej, ker takrat je bila to po moje najhujša potreba. Meni je bil to dokaz, da ljudje vendar prepoznajo, če jim kdo gre naproti in jim pomaga iz stiske. Lepa izkušnja. Ste imeli pa tudi kakšno izkušnjo, ki ni bila tako lepa, ali kaj tazga, bi rekel, so pa ljudje tudi eni, ki znajo, bi rekel, bi šli z glavo skozi te, ne? No, se tudi take najdejo, verjetno. Zagotovo. Jaz se spomnim, da so nas potem sprašvali, sej, če greste iskati jih na Kanarske otoke, jaz bi se pa tja peljal, če boste šli že, a boste prazni leteli. Pa tudi tista izkušnja z svinčnikom in listkom je ostala, jo ne bomo zdaj ponavljali. Ja, javnost dobro pozna, ne? Se je nekako zarasla. Jaz moram reči, da sem se zlasti tako nekako moral vključiti takrat, ko je izgledalo, da kdo zares brinka po živcih tistih, ker takrat ni bilo prav veliko ljudi, ki so se s tem ukvarjali. V službo praviloma nismo hodili, ker vse je bilo delo od doma. Takrat je bilo pa pomembno, da je bila tam ekipa ljudi, ki je točno vedela, kaj je njihova naloga, pa tudi vedela, kako se je zadeva dogajala prejšnji dan ali pa v pretek, ker to so bili primeri, ki so, recimo, 4 gospe so potovale po Latinski Ameriki. Jaz sem enkrat tako malo v šali rekel, da so stare več kot 260 let. Pa ni bilo čist res, ampak blizu so pa bile. Zdaj pa skupaj, so. Skupaj. Ja. In potem se je pokazalo, da so šli od Peruja proti Mehiki in iz Mehike se takrat ni potovalo nikamor več. Nihče ni vozil iz Mehike. In so sprašvali, kaj naj naredijo, pa smo rekli, pejte mogoče nekam, kjer je manj zapore, pa pravijo, če gremo nazaj na jug, bo v redu. Če vam čas dopušča, pa denar, pa zdravje, in so šli nazaj proti Peruju in so imeli zelo zanimivo izkušnjo, nobeni od njih se ni nič naredil, z njimi smo se potem dobili, seveda so povedali, da sem jih malo postaral, ampak
takrat je bilo zlasti pomembno, da človek ni izgubil razsodnosti in da ni izgubil živcev. Ker če je pa začel nervozno reagirati, je pa ponovadi za jadro še večje stiske. Ja, ta tunelski pogled se naredi in ne vidiš, ne razmišljaš širše. Kaj jaz sploh ne zmanjšujem tistih težav, ki so nastale, recimo marsikdo je bil. Vem, da so ljudje hodili na občasne nujne terapije v Avstrijo, ker je bil kakšen kroničen bolnik, ki je moral jeti na kakšno tako terapijo, zares življenjsko pomembno. Ja, to je bil projekt vsakič znova, ne. Pa je bil zmeraj isti človek in isti mejni prehod in ista bolnica, ampak zmeraj je bilo treba še kaj. No, tista gospa nas še zdaj pokliče. Tako se zahvali, da reče, ja, se spomnite, kako je bilo. Skratka, ljudje so to prepoznali kot dobro upravljeno delo. Drugače ste bili pa vi relativno v mladosti, kar malo izpostavljeni zelo odgovornemu delu tudi kot minister za notranje zadeve, ne? Pa 36 ste postali minister. Kako je do tega prišlo? Pa, če mi mogoče par let pred tem, kdo kaj takega napovedal, bi se mu smejal na vsa usta. Ne? Takrat so bili turbulentni in dinamični časi. Ne? To je bil čas prehoda iz enopartijskega v demokratični sistem, to se je zgodilo 90. in 91. leta. Takrat so se ustanavljale stranke in jaz sem bil takrat pri Narodnih demokratih. To danes ljudje sploh ne vejo, da je ta stranka bila. Oziroma najprej pri Slovenski demokratski zvezi. In potem se je tista stranka nekako razcepila, kakorkoli že. V tistem času je bilo treba včasih odgovoriti na izziv, ki je bil v mojem primeru ta, da je bil za ministra za notranje zadeve po Bavčarju imenovan Ivo Bizjak. Z gospodom Bizjakom sva se kar dolg časa poznala še iz gimnazijskih let in me je vprašal, če bi prišel za državnega sekretarja. Jaz sem rekel, da pač izkušen z državno upravo nekaj imam, ker sem bil prej na SDK-ju in na občini, pa sva se zmenila in potem se je zgodilo, da je zaradi tistih dogodkov v Depali vasi Ivo Bizjak imel velike težave in je odstopil. In po tistem je predsednik SKD-ja nekako prišel s predlogom, če bi jaz prevzel ta resor. Povedal sem, da verjetno ne bo prav dolgo trajalo, ker je to minister za notranje zadeve je neka taka posebna šarža. No, ampak se je pokazalo, da sem tisti mandat izpeljal do konca. Jaz se spomnim, da sem na začetku sam sebi dopovedoval in očitno tudi dopovedal, da je to delo, ki ga zastaviš, ga upravljaš, ampak ga potem tudi končaš. Da od tam odideš. In zato mi ni bilo težko zavračati pol take skušnjave, kot češ, ko se je končal mandat, zdaj boš pa ti, boš šel v, danes bi se reklo, SDH, ali pa v KDD, ali pa kaj takega. In sem od tam odšel po tistem letu pauze, ki je bila takrat dana ministru, na zelo tako referentsko mesto v Ministrstvu za zunanje zadeve. Tako da nekako me ta funkcija pomagati ljudem in svetovati in tak svetovalni pomagalni servis se me drži kar ves čas. Je pa izkušnja ministrskih dolžnosti, je zelo zanimiva, ampak moram reči, da tisti, ki bi meni razlagal, da to lahko dela v nedogled, ali je nor ali pa laže. Zato, ker v tistem času jaz moram reči, da je najbolj trpela moja ožja in tudi širša družina. Zgubil sem vse dotedanje prijatelje,
Zakaj ste jih izgubil? Kot tretjič zavrneš povabilo na piknik, te četrtič več ne povabijo. Okay, ja, v tem smislu, razumem. Dobil sem pa številne tiste, ki so me trepljali po ramenih, pa pošiljali razne take povabile in tako naprej, ampak to niso prijatelji, to so krvosesi večinoma. No, meni je zlasti všeč, da iz tistih časov ne vlečem kakšnih zamer, da se mirno srečam, pogovorim z vsakim, ki ga od takrat poznam. In nekaj sodelavcev mi je tako, smo ostali s kakšnimi tudi prijatelji. Tudi zaradi tega, ker smo ob vseh duhamornih in negativnih stvarih smo kakšno dobro stvar smo pa tudi naredili. V tistem času, ko ste bil minister, ste tudi tale obisk papeža Janeza Pavla II. V Sloveniji organizirali. To je bil kar podvika, ne? Imate kakšno zgodbo na zalogi iz tistega časa, pa kakšno težavo, pa ste mogli biti verjetno precej iznedljivi, ne? Marsikaj se je takrat dogajalo. To zdaj en mesec manjka do 96, koliko je pol to. To je veliko, ne, to je 28 let. Ja, malo 30. In takrat smo nekako tako razmišljali, da imamo s to vrstno organizacijo toliko izkušenj kot z lastno smrtjo. To je nič. Tudi, ko je padla odločitev, da obisk bo in da se že pripravlja, je cerkvena stran organizirala, ustanovila svoj odbor, ki ga je vodil zdaj že pokojni škof Uran. In tudi državna stran je organizirala svoj odbor in ker je bilo nekako razmišljeno, da največ pri tem bo naredila policija, je bil minister za notranje zadeve prava grešna ovca za tako nalogo. In jaz moram reči, da tudi zaradi zelo, zelo dobrega sodelovanja s cerkvenim odborom je tisto delo potekalo dobro in dalo tudi, po moje, zelo dober rezultat. Seveda, kot pri vsakem takem državniškem obisku na vrhu, in to ni bil samo državniški, ampak je bil tudi pastoralni obisk, so prihajale predhodnice iz Vatikana in potem so italijanski kolegi prišli z idejo, veste, mi vemo, da vi ne znate tega narediti, pa bomo kar mi poskrbeli za varnost svetega očeta in za prevoze in tako naprej. In pol je bilo treba temu tako čist na začetku na primeren način narediti konec in sem jaz rekel, veste, dajte mi povedati, kako bi se vi počutili, če bi mi prišli s takim predlogom, pa bi rekli, sej veste, mi imamo zdaj že vse pripravljeno, pa bomo mi ga pripeljali v Italijo. Ne, to pa ne. No in je bilo pol takih konc, je bilo pa zelo veliko dela, zlasti zaradi tega, ker je takrat papež Janez Pavel II. Je 3 dni bil med ljudmi. Takrat se je srečal pravzaprav z skoraj polovico Slovenije po prebivalstvu. Ker niso bile samo 3 srečanja, ampak so bile tudi Brezje, pa je bila stolnica v Ljubljani, pa so bile ob cesti so bili špaliri ljudi. To je bilo glih po nebohodu in so bili tisti bandera so bila postavljena. Pa tako, ljudje so to res sprejeli kot eno veliko milost, eno priložnost, da in svetovna osebnost jih je nagovarjala v slovenščini, ne? Tudi opozarjala, da ne happy birthday to you, ampak vse najboljše. To je bilo tako, vse sorte stvari so se dogajale tako, da za vekomaj ostanejo v spominu. A ste imeli kakšno varnostno grožnjo, pa javnost pravzaprav zanjo niti ne ve, pa ste jo v ozadju uredili, da je bilo kaj tazga zelo menega. Mislim, kakor vem, je bil obisk z odliko potem odkljukan in ste bilo vse super, ampak to je zgodba za javnost. Vi v zadju pa veste, če zagotovo so bili taki, bile so grožnje, pa napovedi, atentata in bombnega napada in tako naprej, ampak to je dokaj običajno pri takih stvarih. Zelo pomembno je, da nobene od takih groženj ne spregledaš ali pa ne rečeš, ne, saj se ne more narediti, ne. Pri vsaki taki zadevi greš po sledi, odreagiraš, zbereš več informacij in tudi to sodelovanje in nasveti od teh strokovnjakov, ki sicer organizirajo papeževe obiske, so bili zlata vredni. Ne? Povedali so nam, da ne bi slučajno
nas zaneslo in bi kar verjeli, da tisti, ki je oblečen kot duhovnik, da je res duhovnik. In to je bilo včasih pa težko razložiti tistim, ki so prišli in so rekli, vendar vidite, kdo sem jaz. Torej vsakdo, ki je bil kakorkoli v povezavi z obiskom ali pa da je imel še kakšno posebno vlogo, da je imel dostop do kakšnih bližnjih srečanj, je dobil ustrezno akreditacijo. In če se je zgodilo, da je tisto akreditacijo izgubil ali pa pozabil, jo je moral poiskati, ponovno jim priti. Temu se reče profesionalni pristop. In tam pri takem obisku res ne more biti prepuščeno slučajnosti. Mene je najbolj veselilo, ko smo v času priprav, ki so trajale toliko, da sem jaz opravil 9-dnevnico prvih petkov v ljubljanski stolnici kot pripravo na to. Mene je najbolj veselilo, ko smo povabili tiste šefe policij, pri katerih smo bili mi na obisku, ker so tam imeli papežev obisk, med njimi je bil tudi hrvaški minister Jarnjak, takratni. In ko smo na koncu pač imeli en pogovor, je rekel, pa ako bi mi imeli vremena in mi bi tak napravili. To je bila ena taka epizoda, ki saj mi je dala vedeti, da ni bilo slabo. Ker če ti profesionalni kolegi tako priznajo, da je bilo brez napake ali pa brez kakšnega takega spodrsljaja, potem je občutek kar dober. Vrstile so se pa vsakovrstne pohvale in jaz sem videl navdušenje ljudi, ki so odhajali z kakšnega srečanja. Zlasti je bilo prav do solz lepo Postojna. Ko so meni taki stari policaj, jaz bi rekel še miličarji, so prišli pa so rekli, veš, minister, ne spomnim se, da bi kdaj bilo toliko mladih skupaj, pa sploh ne bilo treba za njimi nič pospravljati. Tle pa ne samo, da ni bilo za pospravljati, tle so bili pa nasmejani, pa veseli. Tako da je bilo pa, torej, bili so tudi vseh vrst taki poskusi, kako bi dezavuirali obisk sam. Jaz se spomnim svojega kolega, finančnega ministra takrat, ki je tam, kakšen mesec pred obiskom je rekel, ti, ampak papež je pa slabega zdravja. Kaj se bo pa zgodilo, če ne bo mogel priti? Kako bomo pa mi upravičili vse te stroške? Pa sem jaz rekel, veš kaj mi tja? Nič ne vemo, kaj pa če ti umreš, ali pa jaz. pa se pa malo nasmehnila, pa bilo je v javnosti, v medijih je bilo seveda poskus tizga na nož, zakaj nam je pa tega treba, pa koliko bo pa porabljeno, pa kdo pa sploh hoče tak obisk, In jaz se spomnim Janeza Grila, ki je skrbel za PR podobo v cerkvenem uradu. Pa se je obisk bližal in imeli smo redne tiskovne konference. In je bilo obvezno vprašanje, gospod Gril, koliko pa je do zdaj prijavljenih? In prijave so šle preko FAR, preko župnijskih uradov. In prej smo govorili, pa sem jaz rekel, ti poslušanja, koliko pa je? Ja, švoh. Nekako ne prijavljajo se. In pol, ko dobimo to vprašanje, mi vsi tako, kaj bo zdaj povedal Gril? In pol Gril reče, prijav je ta teden mnogo več, kot jih je bilo prejšnji teden. Skratka, malo se je bilo treba znajti, ampak na koncu so seveda ljudje se odzvali in so bili vsi trije masovni dogodki zelo lepo obiskani. Jaz se spomnim, so tudi številne tuje delegacije so prišle. Pa so me pol taki, jaz mislim, da so bili južnoameriški novinari so rekli, ampak ne vidimo nobenih manifestativnih priprav na papežev obisk, pa bilo je v zadnjem tednu, to se pravi. In takrat je podoba Brezjanske Marije je opravila eno tako romanje od Brezij, pa tam po Kamniškem koncu, pa proti Ljubljani in se je ustavila glih v Šentvidu. Pa vem, da sem vedel, da je tam popoldne slovesno, sem rekel, gledajte, če imate čas,
se dobimo ob 4, vi pridete s svojim prevozom, pa vam bom jaz pokazal, kje je manifestativna slovesnost. No in pa smo prišli v Šentvid. Lepo. Ljudi se je trlo. In pol so tisti, po mojem so bili Argentinci, ne? So rekli, no zdaj pa verjamem. Zdaj pa vidimo, da tudi vi razumete, kako je, kaj pomeni papežev obisk. Ja. Se je vse šlo. K sreči, ja. K sreči in z veliko prizadevanja. Na koncu smo, in to zmeraj z veseljem povem, na koncu smo del tistega proračunskega denarja, ki je bil namenjen za papežev obisk, smo vrnili v proračun, zato da ne bi bilo kakšnih pomislekov, kako se je kdo, to pa ni bilo prav velikega državnega zneska, ampak zato, da smo dokazali, da smo zelo pametno in gospodarno s tem ravnali, je šel del nazaj. Jaz še kar mislim, da je bil to edini državni obisk, pri katerem je kaj šlo nazaj od organizacijskih stroškov. Eno posebno epizodo ste imeli pa tudi z humanitarcem Tomom Križnarjem. Ne? Tomo. Vi ste njega reševali iz enega zapora, ne? Iz Sudana. Iz zapora v Sudanu, 2-krat, pa enkrat tudi iz enih, recimo, takih vojaških spopadov ali iz enega obstreljevanja. Tomo je poseben človek. Tomo je zelo dragocen kot poznavalec razmer. Midva se poznava dolg časa in on ponovadi pride, preden se kam odpravlja, povedati, da gre. In jaz mu zaželim srečo, on ima mojo številko, jaz mu posredujem tudi tiste številke v okolju, kamor se odpravlja. In je neskončno dragocen kot tisti, ki zadevo z vzdrževanjem življenjskih razmer med tradicionalnimi ljudstvi, zdaj zlasti v tem področju Nila in Sudana in Čada in tako naprej. On opozarja na krivice in težave in katastrofe, ki se tam ali dogajajo ali pa nakazujejo. In vse, na kar on opozarja, se tudi je v resnici potem naredilo. To me najbolj nagovori, ker on ne govori kar tja v en dan, niti ni tisti, ki bi se vključeval v kakšne take popularne manifestacije, kot češ vse pripeljimo sem in potem bomo tukaj zanje poskrbeli. On ne zagovarja te teze, ampak si prizadeva, da bi domačim ljudstvom in tem narodom omogočali, da živijo svoje življenje, da živijo v svoji tradicionalni kulturi, ki je bogata, ki je poučna tudi za tiste, ki jo želijo spoznati. In seveda je v tem boju, v tem prizadevanju je neomajan. Se ne ustraši nobenih težav, niti varnostnih, niti finančnih, niti to. Tako da pomagati mu je svojski izziv. In takrat je v zapor prišel. Ja, dvakrat so ga zaprli, obakrat smo mu nekako uspeli pomagati ven iz zapora, ampak jaz spomnim prvič, ko ga je naš kolega pripeljal pravzaprav pred vrata zapora, je rekel, ne, jaz še ne grem, zato ker mi morajo najprej vrniti fotoaparat in računalnik. In potem mu je naš kolega rekel, bomo to potem, ko bova odletela, a bomo to, tle jih imajo. In tako da glih prizanesljivo in milo se ne pogovarja, ampak v tem svojem delovanju je pa nadvse dragocen. K sreči ga zdaj večinoma spremlja soproga Bojana, ki včasih da tisto malo večjo stabilnost in predvidljivost njegovim potovanjem. Bi vas še vprašal v zvezi z to zgodbo, ko smo še pri ministrskih zgodbah, a vas ta strankarska politika pol kasneje nikoli tako nagovorila, da bi pa zamikala, da bi spet, bi rekel, bolj dejavno v politiko ali pa aktivno stopil, ali bi rekel, ste se kar dobro počutili v teh stvarih, ki ste jih delali na konzularnem oddelku? Pravzaprav tole moje profesionalno delo ni bilo glih najbolj niti odvisno, niti vezano na strankarsko pripadnost. To namreč
je v okviru Ministrstva za zunanje zadeve dejavnost, ki ni najbolj popularna in tega dela mi velika večina kolegov ni zavidala. Ampak sicer v stranki sem, jaz sam sebi rečem, da sem najboljša oznaka bi bila krščanski demokrat, ker te stranke ni več. A ne? Jaz formalno sem učlanjen v Slovensko ljudsko stranko, bi me pa neskončno veselil, če bi v slovenskem političnem prostoru nastala en resen hegemon na desni in en resen hegemon na levi. Zdaj nimamo pravzaprav nič od tega. Ne? Jaz moram reči, da mislim, verjetno moj nekdani strankarski tovariš Janez Janša ne bo vesel tega, ampak jaz trdim in sem pripravljen o tem tudi resno razpravljati, da Slovenska demokratska stranka ni desna stranka. Ona samo zaseda desni prostor. Ker tudi, če pogledamo nam primerljive države tega dela sveta, tam krščanska demokracija v eni kakršnikoli obliki že, če skoraj nič ne naredi, dobi 25%. Če naredi karkoli več, se približa 40%. Jaz nisem prepričan, zakaj je pri nas, ali pa nisem vesel, da je pri nas tako zelo drugače. Imam pa svojo razlago in ta ni najlepša za tisto etablirano politiko. Tako da jaz si ne delam utvar, da bi z mojo bolj vehementno vključitvijo v prav strankarsko politiko bilo to kaj bolje, zato ker nimam zelo velikega trpljenja, ampak upam, da se pa bo to spremenilo in na levi, in na desni. Dajte nam za konec povedati, kakor vem, ste predvsej dober poznavalec slovenskega javnega prometa. In ste doslej se skozi vozili z vlakom oziroma z javnim prometom, izpite za avto nimate, ne? Nimam. A so vlaki kaj hitrejši? Nikoli ga nisem niti probal narediti in se kot tak kar dobro počutim. Vlaki so kaj hitrejši, kot pred 30 leti, ali ne? Vi imate zdaj ta historijat narejen, kaj veste. A veste, da tista relacija, ki jo imam jaz, je približno enaka po času, tudi po gostoti, po frekventnosti prometa. Sem pa enkrat v eni reviji Ilustrirani Slovenec iz leta 1929 videl vozni red vlakov v evropskih povezavah. Ljubljana, Štokholm, Ljubljana, Moskva, Ljubljana, Istanbul, Ljubljana, Rim. Razlika med takratnim in sedanjim voznim redom je, da je zdaj povezav bistveno manj iz Ljubljane, kot jih je bilo takrat. Časi so pa tam. Če pogledate, kako je recimo priti z vlakom iz Ljubljane v Bruselj, to je zahtevno. To je enega prestopanja in o cenah sploh ne govorim. Cene so kot letalske. Tako da težava naših železniških povezav je verjetno v tem, da je sistem ostal tam pri Mariji Tereziji ali pa mogoče pri njeni nečakini ali pa vnukini, ampak nekaj dosti naprej. In javni promet nasploh pri nas je nepovezan. Torej, težko si zamisliti, da bi kdo lahko prišel iz kakšnega naselja, ki ni tako majhno in ne leži tik ob kakšni glavni prometnici z javnim prevozom. Tako da tle nas čaka še veliko dela, zlasti zaradi tega, ker zdaj se zgodi, da vsaj šoferji avtobusov prihajajo iz okolij, kjer nimajo prav nobene informacije o tem, kakšna je razlika med Koroško in Bohinjsko Belo. Ali pa, če ga vprašaš, gre 15 čez, te gleda tako kot kaj? Tako da mislim, da nam ne gre na bolje, ampak nam gre mogoče na slabše. Ampak rešitev ni v tem, da bomo šli vsi v avtomobile. Rešitev zagotovo ni v tem, da bomo šli vsi na avtoceste. Bo pa optimizirati treba javni prevoz, pa verjetno še malo pokombinirati, kot ste rekli. Absolutno.
pa mogoče res premisliti, ali je nujno, da se vsak sam pelje, če bi se dal malo več pokombinirati, pa prilagoditi mestni, obmestni in medmestni promet, tako da bo tisti, ki pripotuje z vlakom, imel eno realno možnost, da se v tistem kraju, kamor pripotuje, tudi kamorkoli še odpelje, če ne drugače tudi z kakšnim kolesom ali pa kaj takega. Pa še zadnje vprašanje moje. Vem, da ste napisali na 2 knjigi oziroma policijske vice pišete. Kakšni vici še nastajajo? Ja, zagotovo nastajajo vici. Na policijskem področju je vicev mnogo, zato ker so policaji med ljudmi. Tisti podnaslov prve knjigice je bil, da policijskih vicev ni, zato ker je vse res. To še kako velja. Ne? Najbolj me je pa tako nagovorila reakcija enega od takrat kar visoko postavljenih policijskih funkcionarjev, ko ta knjižica je šla za novo leto med 95 in 96. Takrat smo vice zbrali, tudi je kar nekaj redaktorjev sodelovali. In potem sem tisto razdelil tudi na seji vlade, pa tudi v okviru tako imenovanega ministrovega kolegija. No. Ena reakcija je bila od takratnega ministerskega kolega Jelka Kacina, ki je rekel, zelo kmalu bomo tudi mi izdali vice o vojakih, o vojaških zadevah. No, pokazalo se je, da vicev o vojski v Sloveniji ni toliko, tudi za eno majhno knjižico jih takrat ni bilo, mogoče zdaj drugače. Ali je bil pa en moj kolega, en policijski funkcionar, ki je pristopil k meni in rekel, minister, tega si pa nisem predstavljal. Kako si mogel? Mi smo včasih tiste, ki so te vice govorili, kaznovali. Jaz ga poslušam in čakam, da se bo nasmehnil, pa da bo pol in je bil resen in pa sem rekel, Ivan, poslušaj, jaz ti lahko samo nekaj obljubim. Tale najen pogovor bo prvi v naslednji knjižici, ker to je pa dokaz, da je še kako potrebno. Ne? No, meni se je zdelo, da je to dobro in drugi so povedali, da je tudi koristno, zato ker ko se ti pravzaprav obrneš malo v humorno plat, pa če je ost tistega humorja še na tebe malo naciljena, takrat pri ljudeh ne žanješ slabe rente. Tako da ljudje so to sprejeli, vici so bolj ali manj domiselni, knjižice o vojaških vicih še nisem videl, ampak moram reči, da kadarkoli se lahko tako iskreno nasmejimo, zato nismo slabši. Smeh je pozdrave. Zagotovo. Bo pri tem zaključila. Hvala vam za današnjo obisk, za gostovanje, pa se ob kakšni priliki še kaj vidimo. Z veseljem. Hvala za povabilo. Hvala. Vse dobro želim. Hvala, enako.